Organizatorji smo z letošnjo konferenco zelo zadovoljni. Program je bil sicer po enakem in ustaljenem redu kot že 7 konferenc do sedaj. Obiskovalcev je bilo dovolj, tudi drugi dan, ko so bile na vrsti 2 zelo zanimivi delavnici. V Društvu za operativno odličnost smo se odločili, da predstavimo eno temeljnih orodij za izboljševanje v okviru vitke proizvodnje. To je Value Stream Mapping. Metoda govori o tem, da moramo v svojem procesu najprej prepoznati, kje so ovire, zaradi katerih imamo v celotnem procesu dolg lead time oziroma dolg čas od naročila do dobave. V bistvu je to dosti kompleksna metoda, ki je v osnovi namenjena za vodstvo, ker edino vodstvo je sposobno skoordinirati vse oddelke oziroma vse deležnike v procesu, in s tem vplivati na to, da se zmanjšajo zaloge in s tem pohitri proces. Industrija 4.0 postaja v širšem prostoru v Evropi ali pa v celem svetu zelo pomembna. To pomeni, da se podjetja, ko se odločijo stopiti na to pot, odločijo tudi za delno novo strategijo. To pomeni, da grejo v izboljšavo procesov na več nivojih, se pravi s pomočjo novih tehnologij, kot je industrijski IoT, Internet of Things, pomeni, da zajamajo podatke na spodnjem nivoju, jih prenesejo na višji nivo, se pravi na neke krmilnike, skade, informacijske sisteme in jih potem obdelujejo na višjem nivoju. Se pravi, ne delujejo več samo na ozkem sklopu, kot so stroji, naprave, linije, ampak te podatke prenesejo recimo v neke oblake, kjer jih lahko s pametnejšimi algoritmi, tudi z umetno inteligenco lahko obdelujejo in iz tega dobijo boljše rezultate, ki jih morda na prvi pogled človeško znanje ali pa razum niti ne zazna. Se pravi, da z novimi tehnologijami odpiramo nova vrata, izboljšujemo procese in delamo procese bolj prilagodljive in pa seveda s tem tudi izdelke, katere potem končni kupci dobijo in s tem dobijo tudi boljše izdelke, procesi so optimirani, manjši vplivi na okolje in tako naprej. Rdeča nit letos je bila prehod iz industrije 3 v industrijo 4, zato smo tudi imeli geslo konference Prestavi v 4. In tisto, kar se je na tej konferenci oblikovalo, je bilo stališče, mišljenje zelo poklicanih sogovorcev na konferenci, da se o industriji in prehodu v industrijo 4.0 zelo veliko govori, manj se ve, kaj dejansko je to, zato so v veliki meri odgovorni tudi direktorji, predvsem v malih in srednjih podjetjih, ki so morda malo premalo seznanjeni, seveda odgovornost velika tudi lastnikom. Pomembno je pa tudi to, da s tem, ko podjetja preidejo v industrijo 4.0, se jim tudi tržišče poveča, ne govori se več o domačem, evropskem trgu, ampak o globalnem trgu. The key point for us is that without Lean, we cannot think that we are optimized enough to embrace any new technology or Internet of Things or digitalization that is happening. We will show today our software for Lean tools, which has been created as a cherry on top of the cake, where the cake is lean and our solution is a small piece, but very important towards the digitalization. V našem podjetju tisto, kar največ zdaj delamo, je na temu, da bi ozavestili predvsem ljudi, da kreativno sodelujejo pri izboljšavah v delovnih procesih in s tem poskušajo koristiti čim več teh sodobnih tehnologij, teh caseov in to je tudi po moje izziv, kako najti ideje, nove ideje za implementacijo teh novih tehnologij, ki so prišle. Platforma zajema 3 sklope, eno so video navodila, drugo so 3D navodila, pa obogatena in virtualna resničnost. Zakaj se tukaj gre? Gre se za hiter prenos znanja med zaposlene in pa za predajo informacij. To je pa čisto tisto bistvo. Največje bistvo celotne platforme je v zelo hitremu načinu generiranja teh video navodil. Zraven pa predstavljajo zelo velik potencial, ker vpliva čisto na vse faktorje, od hitrosti dela pri smet postopkih, pri sami lean proizvodnji, pa vse do same klime v podjetju, ker je praktično vse
na voljo takoj za skeniranje mene QR kode ali pa preprosto skeniranje menega linka. Mi se trudimo narediti pametno livarno, ne? Smo nekje, bom rekel, na začetku poti, iščemo različne rešitve in mogoče danes najdemo kontakte, da skupaj z ostalimi lahko nadgradimo trenutni obstoječ proces, bom rekel, ki je več ali manj zaključen z vidika digitalizacije. Pomeni, imamo vse podatke iz naše proizvodnje, o kakovosti, iz tehnoloških podatkov, sedaj pa gradimo naprej, oziroma želimo zgraditi sistem, ki bi nam znal napake naprej napovedati in jih preprečiti, ne v bistvu samo analizirati in pa povzeti ukrepe kot danes. Univerzalnega recepta za to ni, je pa zelo dobra metodologija stalnega eksperimentiranja in učenja. Se pravi, ne moreš iz prve vedeti, kaj bo delovalo, ne moreš tega skopirati od konkurentov, niti od velikih svetovnih playerjev. Treba je iti na teren s svojim kupcem, predstaviti določene zadeve in izmeriti, kaj se bo dogajalo. In po določenih iteracijah tega procesa bo tudi vaše podjetje najdlo tisti recept za vzlet, ki ga potrebuje. Pomembna komponenta tukaj pa so seveda kadri in, kar je bilo izpostavljeno letos še posebej, tudi marketing, primeren marketing, kar je morda celo bolj zahtevno, kot je industrija 4.0, torej marketing 4.0. Tudi mene je presenetil končen odgovor te okrogle mize in ta je v bistvu ta, da rabimo povečati kritično maso ljudi, ki aktivno delajo, pa iščejo rešitve in dnevno eksperimentirajo v digitalizaciji pa v industriji 4.0. Da ne gre več toliko za tehnologijo so tukaj, da gre zdaj za angažma ljudi in to na vseh nivojih, od vodij do tistih končnih delavcev. Eni se morajo angažirati za to, da pridobijo nova znanja, drugi se morajo pa angažirati za to, da nove tehnologije izkoristijo za svoj posel v najboljši možni meri. Digitalizacija kot taka pomeni tudi za kadrovsko funkcijo en mentalni preobrat od tega, da postajamo vse manj administratorji in vse bolj strategi. Tako da digitalizacija je pa orodje, ki nas do tja lahko pripelje. Veliko podjetij, s katerimi jaz delam, marketing na začetku dojema kot eno tako podporno funkcijo razvoju, proizvodnji, prodaji, ampak marketing lahko za podjetje naredi veliko več. Lahko dobi podatke o kupcih, podatke o trgu, lahko se izračunajo te ključne metrike, ki jih rabiš, zato da potem sprejemaš prave odločitve. Tako da ne ostati na tem, da vam marketing organizira božička, marketing lahko naredi veliko več.